Bratje in sestre, današnja Božja beseda, zlasti Evangelij, nam izprašuje vest o naši krščanski identiteti. Kakšna je naša osebna krščanska izkaznica? Na kakšen način naj bi se razlikovali od drugega človeka, zlasti tistega, ki ne veruje? Verjetno ni nikogar, ki mu bi bilo čisto vseeno, kaj ljudje mislijo in govorijo o njem. Ali je enako, ko gre za to, kaj ljudje mislijo o meni kot kristjan? Ali še bolje, kaj jaz mislim kot kristjan? In ali se trudim, da bi čim bolje uresničil svoje poslanstvo na tem svetu? Ni čudno, da je tudi Jezusa zanimalo, kaj ljudje govorijo o njem, in je zato vprašal svoje prijatelje. Tega ni storil zato, da bi slišal v sebi pohvale ali kritike. Pač pa je hotel, da vsaj njegovi učenci začnejo resno razmišljati oziroma se spraševati, kdo je njihov prijatelj, odrešenik, voditelj. Zato mu ni bilo dovolj, ko so mu apostoli navedli različne izjave, ki so jih slišali. Splošno javno mnenje, ki vlada med množicami, se navadno tudi precej hitro spreminja. Poznamo, kaj množica vpila na Cvrtno nedeljo in kaj se je zgodilo na Veliki petek. Tudi v Jezusovem primeru je bilo tako. Nekaj časa so bili nad njim navdušeni, ker so mislili, da bodo od njega prejeli mnoge koristi. Potem pa, ko so spoznavali, da je prišel za nekaj veliko večjega, so ga začeli zapuščati, ker jim ni vsaki njihovi nadlogi ali muhi ustregel. Oziroma bolje rečeno, ker niso razumeli globoko njegovega poslanstva in tistega, zaradi česar je prišel. Tak odnos do Gospoda pa seveda ni zadostoval tudi za kakršnokoli resno odločitev zanj. Na čisto osnovno vprašanje, kaj apostoli pravijo o njem, je v imenu vsega apostolskega zbora odgovoril apostol Peter. Odgovoril je sicer, da je Jezus Kristus Božji mazidenec, vendar je veliko vprašanje, kako si on skupaj s svojimi apostoli razumel in tudi predstavljal to poslanstvo. Kajti mazidenec ali Kristus je pomenilo v tistem času predvsem osvoboditelja judovskega naroda. Čakali so velikega vojskovodja ali političnega vladarja, ki jih bo izpeljal na svobodo in njihovemu ljudstvu vrnil nekdanjo slavo. Zato je bilo potrebno, da je Jezus na koncu sam povedal, kdo v resnici je in zakaj je prišel. Njegov odgovor je bil daleč od javnega mnenja in tudi pričakovanja apostolov niso bila točna. Začel je namreč govoriti o svoji zavrženosti, zapuščenosti, trpljenju, smrti, pa tudi o vstajenju. To je njegovo glavno poslanstvo, zato je prišel med ljudi, da bi jih vodil k očetu. Kajti to je on, odrešenik, poslan, ne glede na to, kar si drugi mislijo o njem ali si od njega obetajo. Vidimo torej, bratje in sestre, da je tole odkrivanje resnice v samem Gospodu potekalo kar na nekaterih stopnjah. Najprej javno mnenje, potem mišljenje njegovih prijateljev in končno, kaj Jezus pravi sam o sebi. Sedaj lahko to vprašanje nekoliko obrnemo drugače. Kaj pravijo ljudje, kdo smo mi, torej mi kristjani, ki pripadamo cerkvi? Tudi ti odgovori bi bili verjetno zelo pestri in včasih celo nasprotujoči. Nekateri nas imajo za srečneže, ki lahko verjamemo v višji smisel našega življenja, ki naj bi temu življenju dajalo kakovost. Drugi nas pomilujejo kot naivneže, ki si ne znamo ali ne moremo privoščiti, kar nam življenje ponuja. Zopet eni nas imajo za nazadnjake, ki bodo vsak čas izumrli. Drugi spoštujejo naša merila in naše pričevanje in nas tudi pohvalijo. Eni kristjane preganjajo, nekateri si jih v resnici bojijo. Eni živijo z nami v sožitju, drugi nas tudi obzirno prenašajo. Eni jasno pokažejo, da smo jim na poti,
mnogi se za nas niti ne zmenijo. In če bi danes odšli spraševati ljudi, kaj mislijo o Kristusu in krščanstvu, bi dobili zelo različne odgovore in tudi stališča. Še bolj verjetno pa je, da bi se ljudje večinoma izmikali jasnemu odgovoru ali pa ne bi znali kaj dosti o tem povedati. To je torej prva stopnja javno mnenje. Druga stopnja tega vprašanja pa je, kaj mislimo mi sami o sebi, ali bolje rečeno, kako svojo krščansko identiteto kažemo temu svetu. Bojim se, da bi tudi pri tem dobili precej površne odgovore. V glavnem bi se vsi omejili na ponavljanje tega, kar smo si zapomnili pri veruhu. Pa še to nas lahko večkrat neverniki ali drugi pripadniki različnih veroizpovedi ali sekt z njihovim znanjem, ko je potrebno javno nastopiti in povedati, kdo smo in zakaj, velikokrat prekašajo. Takrat zardimo ali smo v zadregi, najraje pa ne bi rekli nič, ker je tako najlažje ne imeti mnenja in tudi kristijani večkrat storimo tako, da se ne bi komu zamerili. Tudi, dragi bratje in sestre, takšna vera in krščansko življenje nikoli ne more biti pričevalno. Tako sami sebi postajamo samozadostni in smo veseli, da lahko živimo tam, kjer so kristijani, ker se ni potrebno veliko truditi. Zato si tudi upravičeno lahko postavimo gledalo in se vprašamo, kakšni kristijani pa smo tam, kjer smo v manjšini in se moramo izpostaviti z našo krščansko identiteto. Kristijani smo namreč Božje ljudstvo, sledimo Jezusu Kristusu, smo njegovi bratje in sestre, Božja podoba današnjemu svetu, ki ga tu s svojim življenjem in pričevanjem prenašamo. Zato je odločilna tretja stopnja. Kakšen kristijan moram biti, da bom čim bolj podoben temu, kar je Jezus storil in na kakšen način je on deloval. Prvo bistveno je, da hočem hoditi za njim. Pri tem pa se je potrebno odpovedati sebi in vsak dan vzeti svoj križ ter hoditi za Gospodom. Kristjan je torej človek, ki na videz izgublja svoje življenje zato, da ga bo v resnici prejel. Ko je Jezus govoril o sebi, je poudaril trpljenje in vstajenje. In mimo tega noben pravi kristjan v svojem življenju nikoli ne bo mogel biti. Kaj o nas pravijo ljudje, ni tako važno in pomembno. Odločilno pa je, kakšne nas hoče Kristus in kako tudi sami to resnično izpolnjujemo. Na nas, dragi bratje in sestre, današnja Božja beseda, pa tudi evharistično bogoslužje, utrdi v naši krščanski veri, v naši pravi krščanski identiteti, ter tudi opogumi v našem krščanskem pričevanju, da bomo vedno in povsod živa podoba ustalega Kristusa. Amen. Verujem v enega Boga,